V opoldanskem nagovoru 10. januarja je papež Frančišek orisal Jezusov krst v reki Jordan, ko se je odprlo nebo in se je nanj spustil Sveti Duh, ter se je zaslišal glas Boga Očeta, ki je Jezusa imenoval svojega ljubljenega sina. S tem se je razglasil za odrešenika in osvoboditelja. V krščanskem zakramentu Svetega krsta je Sveti Duh glavni ustvarjalec, izniči in uniči izvirni greh in vrne krščenemu človeku lepoto Božje milosti. Sveti Duh nas osvobodi nadvlade teme, to je greha, in nas preseli v kraljestvo luči, v kraljestvo ljubezni, resnice in miru, je poudaril Frančišek. Spomnil je na veliko dostojanstvo, ki nam ga je Bog Oče podaril s krstom, in opisal nadaljnji kristjanov razvoj, ter dodal: Sveti Duh, ki smo ga prvič prejeli na dan našega krsta, nam odpre srce za resnico, za vso resnico. Sveti Duh potiska naše življenje na naporno, a veselo pot dejavne ljubezni in solidarnosti do naših bratov in sester. Duh nam podarja nežnost Božjega odpuščanja ter nas prežame z nepremagljivo močjo očetovega usmiljenja. Ne pozabimo, da je Sveti Duh živa in poživljajoča navzočnost v tistem, ki ga sprejme, saj moli v nas in nas napolnjuje z duhovnim veseljem, je dejal papež Frančišek in opoldanski nagovor sklenil z besedami: Devica Marija, prva učenka svojega sina Jezusa, naj nam pomaga z veseljem in apostolsko zavzetostjo živeti naš krst tako, da bomo vsak dan odprti za darove Svetega Duha. Vsem prisotnim pa je dal za domačo nalogo tega tedna, naj poizvedo po natančnem datumu svojega krsta.